Spoštovani ravnatelji, starši in seveda drugi prijatelji teh mladih likovnih ustvarjalcev, dobrodošli, lepo pozdravljeni na odprtju razstave Likovne igrarije 2023, ki jih pripravljamo pri Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ob območni izpostavi Brežice. Letos, že 12 let zapored, gostimo to razstavo v prostorih našega Doma kulture Brežice, se pravi v, bomo rekli, galerijskem prostoru, ki ga skozi celo leto bogatimo z različnimi priložnostnimi razstavami. Letos so k sodelovanju pristopile 4 osnovne šole iz naše občine, torej dobrodošli vsi na odprtju te razstave. K odprtju pa še vabimo zgornji del nadstropja. Tako. Likovne igrarije je pregledna razstava izbranih del učencev od 1. do 9. razreda, ki so nastali pri pouku likovne vzgoje ali v šolskih likovnih delavnicah in krožkih v tem šolskem letu. Prvi izbor in prijavo opravijo učitelji oziroma njihovi mentorji, nato pa si vsa pripravljena dela ogleda in izbere za razstavo strokovna sodelavka. Tretjič zapored smo k sodelovanju povabili Eleno Zigmund, slikarko, profesorico likovne pedagogike in oblikovalko vitraža, ki jo prav tako zelo lepo pozdravlja med nami. Na današnjem odprtju razstave pa gostimo tudi mlade glasbenike iz Glasbene šole Brežice, ki prosim, da se mi pridružijo na prizorišču. Govorimo o kvartetu saksofonov, ki je nastal v tem letu, 2023, pod mentorstvom profesorja saksofona Simona Širca. Sestavljajo ga Izok Vukić na sopran saksofonu, Julija Veršec na alt saksofonu, Nika Urek na tenor saksofonu ter Luka Richter na baritonu saksofonu. V tem uvodnem delu bomo najprej prisluhnili 2 skladbami, in sicer The Imperial March, to je tema Darth Vaderja iz znamenite Vojne zvezd in legendarnega skladatelja filmske glasbe Johna Williamsa. Kot drugo glasbeno poslastico bomo slišali še eno filmsko temo, in sicer iz James Bonda. Na letošnje povabilo k sodelovanju odzvale 4 osnovne šole. Prispelo je 143 del, na razstavo je izbranih 74. Ta pa so razstavljena v pritličju, na stopnišču in v galeriji v nadstropju, vendar niso razvrščena po nekakšnem voznem redu, ampak je to navdih naše strokovne sodelavke Elene Zigmund, ki je tudi postavila razstavo.
Postavitev se pravi je v 3 nivojih. Strokovni izbor del pa je opravila naša zunanja strokovna sodelavka Elena Sigmund, ki jo prav prisrčno vabim besedi. Izvolite. Dober večer. Leto je minilo tako neopazno in ponovno se srečamo v Domu kulture Brežice na otvoritvi skupinske razstave otroških likovnih del Likovne galerije 2023. Pogoj za sodelovanje na razstavi izbranih likovnih otroških del in merila za izbor so ostali nespremenjene. Razstavo krasijo najboljše slike učencev po izboru učiteljev od 1. do 9. razreda, ki so nastala tekom šolskega leta pri pouku likovne vzgoje ali na šolskih likovnih delavnicah in krožkih. Nato je sledil strokovni izbor likovnih del in postavitev razstave, kar mi je bilo zaupano tudi tokrat. Med ljudi pogosto obstaja mit o likovni umetnosti, češ da je sposobnost risanja lahko le prirojen talent, dar, ki ga je nemogoče pridobiti z učenjem. Priznati moramo, da je ta trditev popolnoma nepravilna. Znanje, kako narisati predmet po opazovanju, ali kako sestaviti elemente kompozicije v celoto, ali kako kombinirati barve med sabo, da sami tvorijo harmonične odnose, ni prirojena nadarjenost, ampak sposobnost, ki jo, kak vsako drugo, mogoče razvijati. In seveda, najboljši čas za to je otroštvo. Najbolj opazna razlika bolj v tem, da je za enega posameznika sam proces bo bolj enostaven, drugemu pa bo treba vložiti več truda in prizadevnosti pri pridobivanju potrebnih likovnih veščin in mojstrstva. Talentom pa pustimo vlogo pri oblikovanju in razkritju ustvarjalne osebnosti. Med drugim se v šoli lahko likovno ustvarjanje uporabljamo za različne namene. Uporabljamo ga ni samo za pridobivanje slikarskih spretnosti in izobraževanja, ampak tudi kot sredstvo za samoizražanje in osebni razvoj. Slikanje je lahko močno orodje za samoodkrivanje in samorazumevanje, ker v času slikanja in ustvarjanja sami lahko ozavestimo svoje prednosti in slabosti. Ko delamo na lastnih delih, se soočamo z različnimi težavami in izzivi, ki lahko razkrijejo naše osebne kvalitete. Naprimer, to je odličen trening za potrpežljivost in vztrajnost, ali pa ugotovimo, da nam manjka ustvarjalnosti in inovativnosti. Slikanje nam celo lahko pomaga pri izboljšanju počutja in razpoloženja. Lahko nam pomaga, da se počutimo bolj sproščene in srečne. Zato so tako pomembne ure likovnega pouka in dogodki, kot je naša današnja skupinska razstava, ker mladim slikarjem omogočijo sadove svojega dela predstaviti širši javnosti, ker se lahko pridobijo priznanje, podporo in motivacijo za nadaljnji razvoj v likovni smeri. Zahvaljujem se organizatorkam razstave gospe Simoni in gospe Lučki, da sem lahko tudi letos del tega uspešnega projekta. Čestitam pa tudi vsem mladim ustvarjalcem, katerih dela krasijo danes scene te čudovite galerije in njihovim mentorjem. Dragi gosti, želim vam prijeten večer in se zahvaljujem za pozornost. Hvala. Tako, sedaj pa bi želeli vsem tem mladim avtorjem tudi čestitati in njihovim mentoricam, zato bomo sedaj podelili priznanja po nekako vendarle vrstnem redu. Nekako bomo začeli z osnovno šolo Artiče, zato bom prosila, da se tako začnemo s prvim razredom osnovne šole Artiče. Pod mentorstvom Mateje Kvartuh razstavljajo danes tukaj Luka King, Kaja Predanič in Daniel Kunšek. Če ste tukaj približali. Z osnovne šole Artiče iz drugega razreda pod mentorstvom Janja Omerso razstavlja Anže Avšič.
iz osnovne šole Rtiče razstavljata Ema Ašič in Hana Kastelic. Čestitke, evo, to bomo zapakirali vam, da jih boste odnesli pa spodaj priznanje za vajo. Iz osnovne šole Rtiče iz 9. A razreda razstavljata Hana Rostohar, Ema Razpotnik in z 9. B Sara Rajer pod mentorstvom Sabine Košir.